Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Stvar se je začela 2008, ko sem prvo neko res pravo pivo. Potem sem začel razvijati idejo, kako bi imel pivovarno in pač vse povezano z tem. Normalna nekak pivnica, tudi en od produktov pivovarske industrije oziroma pač pivovarstva. Tako zato nekako je tudi ta pivnica nastala. Prezentacija pač našega piva, tudi drugega, ker imamo tukaj kar pestro ponudbo tudi drugih uvoženih, pa tudi nekaj domačih piv. Prije kar nekaj ljudi čez reko Muro. Mislim, da malo drži to, da dobra beseda se daleč sliši. V glavnem, dosti imamo Avstrijcev, je pa res, da hodijo tudi iz Maribor, dosti se jih stavlja, ko so na poti ali pa v povezavi z sejmiščem, z kakšno prireditvijo. V Pomurju, iz Ljubljane, Primorska, Novo mesto, se živo. Tako da je kar pisana druščina počasih tukaj. Ja, ko smo začeli s pivohrama, nekaj ideja bila, kaj bi čim bolj se vezali na to, kaj se paše, kaj pivo. Se pravi, kaj je pivohram, dejansko pivo, pa še ješ lahko nekaj, se pravi, ni neka restauracija prav. Pač pa imamo burgere, stejke, neka rebra, perutničke in take stvari. Ne prezahtevna hrana, kar se tiče samega ražiranja, ampak mi smo pač šli kakšen korak mogoče naprej in smo začeli izbirati pač sestavine za to, sami pečemo te bombetke, kaj so za burgere, sami pečemo kruh, sami pečemo, ne vem, lepinje in take stvari. To se vse pripravlja tukaj, hočem kaj vse sveže. Spravi fejs kvalitetno, ampak na videz enostavna hrana. Če se le da vključimo tudi pivo, ne vem, fejs znana, pa meni ena sigurno najboljši sladic, res iskreno povedano, je tiramisu. Je samo s pivom, ni kave, nič noter, je pivo, temno pivo, naše zbeboga, dvaja. Burgeri, langoši, vse kar gre zraven pivu, stejki, ponudba je takšna, da v bistvu hrana se upada s pivom, pa tudi pri sladicah se trudimo, ko sladice se upadajo s pivom. Tako, tu nekje smo. Imamo pa tudi nekaj za vegetarijance, nekaj za vegane, se pravi, za vsakega se nekaj najde. Burgeri dejansko so zdaj trenutno redno popularni. Tako, to je ne burger, ko ga dobite na avtobusnih postajah, ampak je gastroburger, se pravi, vse, kar je v burgeri, od mesa do bombetke, do vseh omak, vse je napravljeno v hiši. Nego nič, ko bi bilo notri pripeljano kot polprodukt, ampak dejansko se dela vse od kruha do mesa, do omak, kako sem že omenil. Se pravi, to jim daje to dodatno vrednost, zato ko dejansko zahtevajo ogromno dela. Tudi na vegane pa vegetarijance ne smo pozabili. Za vegane trenutno imam veganske zvitke, sicer je v procesi menjava v bistvu malo prilagoditev menija sezone, tako da tudi vegani nekaj novega dobili. Za vegetarijance je tudi burger, kar je dejansko odličen tudi mesojedcem. Zdaj pa na mestu mesa smo pa je Tinka dala rdeči fižol, vse kosmiče, malo zelenjave, se pravi takši burger pulpet, ker je tudi debelejši, pa not je breskvica,
pa umotce, pa tako. Tudi tu je vse napravljeno v hiši, ne. Tako, ja, najde se za njih vse tudi. Isto velja tudi za sladice. Kot je že rečeno, vse pripravljamo sami, tudi bolj pri izgledu poudarek je na pivo, da se čim bolj ujemo s pivom, bolj pa tudi naši postrežba poskrbi za to, da predstavijo sladice in ostale jedi kot neki dogodek v pivohramu. Kuhamo iz izbranih sestavin, vse pripravljamo tu, sami pečemo kruh, sami lupimo krompir, vse kaj je od zosov se dela tukaj, tako da resno je poudarek ne samo pri kvalitetnem pivu, pač pa tudi hrani. Znani smo v bistvu zdaj že po celi Evropi, vsi, ki malo več vejo craft pivo, o tem obrtniškem pivovarstvu, so sigurno slišali že za našo pivovarno. Mnogi že tudi poskusili ali pa kar redno konzumirajo pivo. Recimo Italija je naš drugi največji trg. Tako da pač ta pub in pivovarna nekako v kombinaciji je kar prepoznavna nekakšen brand. Mislim, da je zelo pomembno, ker ljudem sploh daš možnost videti, kako sploh se pivo naredi, kaj pomeni narediti pivo, ker pivo ni pač neka pijača, ki kar nekaj iz zemlje privre, se pravi, da spoznajo celi proces, da razumejo, v čem je razlika med neko veliko pivovarno in neko manjšo, s čim se mi ukvarjamo, kakšna je naša ideja, kako bi naj pivo izgledalo. In to pač predstavimo tam, tudi tukaj pač za to pestro ponudbo že samo točenih piv, pa tudi drugih, probamo čim bolj približati neko pivo kot neko res kvalitetno pijačo vsem gostom, tako da se jim to pač predstavi preko ogledov ali pa če kaj vprašajo. Ogled pivovarne traja 1 uro, po ogledu pridemo v tale prostor, kjer potekajo degustacije, dobite 6x po deci piva, pripravimo tudi ene manjše kruhke in malo sira. Pivovarno Bevok si ogledujejo zlasti gostje iz Slovenije, iz Avstrije in pa seveda tudi gostje iz pivohrama. Imamo veliko skupin, ki so najprej v pivohramu na kosilo oziroma najprej pri nas, pa obratno. V okviru ogleda si ogledamo dejansko 5 prostorov, skladišče za slad, potem osrednji prostor, kjer varimo, potem fermentacijsko dvorano, polnilnico in pa potem še en prostor je, kjer razlagamo podrobneje o naših pivih. Eno fejst tako dobro priznanje je bilo na Švedskem, kjer smo dobili na festivalu piva in viskija zlato medaljo v kategoriji temnih piv, kar je resno fejst veliki dosežek, bila je cela evropska smetana tam. Na Redbeeru to je največji portal za ocenjevanje piva. Ko smo začeli 2013, bili proglašeni za 3. najboljšo pivovarno na svetu izmed 2700 novih malih pivovarn. Vsako leto smo zdaj, odkar smo odprli, najboljša avstrijska pivovarna z najboljšim avstrijskim pivom. Tudi, kar se tiče v sami konkurenci, ker lahko primerjam samo z Avstrijo, ker je pač tako narejen ta portal. Med 10 najboljšimi pivi v Avstriji je 6 do 7 vedno naših med prvimi 10. Ne glede na stil. Tako mislim, da delamo resno zelo, zelo dobro. Naša želja je konstantno pač zagotavljati res vrhunske stvari, ki prihajajo iz kuhne in iz točilnega pač dela. Tako da vsi dobrodošli nazaj.
tukaj, prav na tem mestu, kjer se zdaj nahajamo, začel moj dedek leta 1934 z eno majhno kovačijo. Tudi ta dimnik je ostal ohranjen od takrat in nas spominja v bistvu na to kovaško obrt, ki se je v bistvu začela takrat tukaj. Jaz sem na tej kmetiji tretja generacija z mojo družino. In če gremo malo še nazaj, za mojim dedkom Jožefom je prevzel kmetijo moj oče Jožef, ki je nadaljeval to kmetijsko tradicijo. Ukvarjali smo se z poljedelstvom živinorejo. Poleg te kmetije je pa oče delal še v Avstriji, v enih kleti, vinogradih, seveda tam nabral veliko izkušenj in tudi me je nekako okužil z vinom, zgodbo vinogradništva, vinarstva. Saj sem že sam z njim zahajal v počitnicah tudi kakšen šiling zaslužiti. In potem, ko sem začel študij na biotehnični fakulteti, so kupili starši prvi vinograd, ga tudi meni zapisali in takrat je tisto verjetno bilo odločilno, da smo potem pa kmetijo čisto preusmerili in se zdaj ukvarjamo izključno z vinogradništvom, vinarstvom. Največ vinogradov je prav v tem podokolišu Radgonsko-Kabelske gorice, ki spada v okoliš Štajerska Slovenija, v bistvu Plitvički vrh, Aženski vrh, Police, je pa tudi nekaj vinograda v Bačkovi, pri Sveti Ani in pa v Mariboru pod Pohorjem. Sama predelava in pozorenje pa poteka tukaj v vasi Plitvica, ki je tudi naša glavna proizvodna klet. Kot ste že povedali, v bistvu se začne v vinogradu, tam se v bistvu že odločimo, katero grozdje za katero linijo naših vin. Razdelili smo naša vina v tri linije ali tri skupine. Prva je ta linija Štajer, kjer predvsem pridelujemo vina za to linijo v inox cisternah, to so sveža sadna vina. Potem druga linija Štajer-Mark, v bistvu ime ima po sinu Marku, zloženka priimka in imena, zato Štajer-Mark. Ta vina vedno zorijo v sodih, bodisi hrastovih ali pa zdaj ponovno tudi v akacijevih sodih. In pa potem tretja linija je pa namenjena peninam in pa predikatom, ima pa ime Štajer-Vaneja, seveda po hčeri Vaneji, kjer pa predelujemo dve penini in pa v dobrih letinah tudi posebna ali predikatna vina. Objekt je tako osnovan, da je tukaj spodaj postavljena sodobna klet, ki ima pač opremo, ki je trenutno na trgu. Seveda pa, ko bomo tudi videli v zgornjih prostorih, je tudi posestvo namenjeno v bistvu obiskovalcem, tistim, ki so pač željni poskusiti kaj novega, doživeti kaj novega na našem posestvu in seveda predvsem je namenjen prostor promociji in pa degustaciji naših vin. Tukaj se nahajamo v naši kovaški sobi, kot ji radi rečemo, prav v tem delu. Spodaj je bila kovačija, tu zgoraj je bil en meh, ki je potreben za kovaštvo. In temu prostoru smo pač namenili tudi kot en mali kovaški muzej, kjer je predvsem to orodje, ki je ohranjeno od mojega dedka, tukaj je razstavljeno. Tudi smo povezali ta dimnik z enim malim kaminom, kjer lahko se ena posebna, kakšna manjša skupinica usede in tukaj poskuša naša vina. Vino, kultura, umetnost gresta vedno skupaj in
Zato smo tudi del teh prostorov namenili temu, kjer smo v bistvu že izpeljali eno slikarsko kolonijo v letošnjem letu. Drugače pa se nahajamo v prostoru, kjer predvsem sprejemamo naše goste z glasbo, ali zdaj trenutno bo slikarska razstava na ogled. In seveda nekako našim gostom izkažemo dobrodošlico s kozarčkom penine v teh prostorih. Je ena večjih, na katero smo vsi zelo ponosni, je salon Traminec, ki ga organiziramo skupaj še s partnerji Kult Pro Tourom in pa Media Speedom nagrado Negova. Drugače pa poleg tega se tudi v naši hiši precej stvari dogaja z raznimi glasbenimi nastopi, pevskih zborov, posameznih glasbenikov. Vino se vedno rado druži tudi z odlično kulinariko, zato tudi nudimo kulinarične večere v naši hiši z različnimi kuharji po vsej Sloveniji. Možno je tudi pri nas se poročiti, tako civilno kot tudi zaužiti ostale dobrote ob sami poroki. Mi drugače k našim vinom sami ponujamo samo naše domače hladne reči. Če pa želi kdo kakšen topel obrok, pa koristimo okoliške v bistvu gostilne, predvsem gostilno Rajh, gostilno Schmidt. Seveda je to tudi neki način povezovanja z ostalimi okoliškimi turističnimi ponudniki, kjer se zavedamo, da pač samo skupaj lahko regijo kot turistično naredimo bolj razpoznavno. Nekaj od teh dobrot, se pravi mesnih izdelkov, pridelujemo na naši kmetiji, se pravi kot salam in tako imenovane bunke. Drugače ostale stvari pa dobimo od predvsem lokalnih pridelovalcev oziroma predelovalcev, kot je kmetija Škrobar ali pa mesarstvo Kodila. V glavnem pač pripravljamo, se pravi, narezke z domačim kruhom in zelenjavo, pa tudi seveda, ker ponujamo Traminec, Tramincu pa ponujamo našo domačo gibanico. Vabimo vas na posestvo Štajer, da doživite to harmonijo okusov in vina. Na zdravje! Nekoč je živel nenavaden fant, ki je oboževal število 3. Ni bil popoln, a imel je veliko srce. Pustolovščine so ga spremljale in prijatelji tudi. Sam si je krojil svojo srečo, a najsrečnejši je bil, ko so 3 nova srca zavedno vstopila v njegovo življenje. Radenska, 3 srca. Začeli smo pred 23 leti, takrat smo začeli bolj z dnevnimi gosti, ki so prihajali k nam nekje samo za vikend, soboto, nedeljo. Kasneje smo se kar hitro preusmerili tudi v oddajanje sob, katere smo tudi zadnje čase tudi precej dopolnili. Imamo precej sob, tako da lahko naši gosti preživijo tu pri nas precej časa.
S tem, ko preživijo pri nas, tudi se dosti ogledajo daljno in bližnjo okolico, spoznavajo kmetijo in delo na kmetiji, potem različna turistična produkte od ostalih kmetij in ostala področja. Znani smo mogoče tudi predvsem po tem, da imamo kar nekaj zanimivosti. Imamo spanje na seniku, katerega tudi zelo radi koristijo otroci, potem tudi kakšni kolesarji ali tudi kakšni individualci. Kasneje imamo tudi en taki leseni čeber, kjer se lahko ob kakšnem prijetnem kolesarjenju tudi ekipa ohladi in še bi lahko naštevali stvari. Že od samega začetka, ko smo šli v prenovo te naše domačije, pravzaprav smo skrbeli, da je arhitektura nekje ostala podobna ali pa zelo slična tudi kot je bila takrat. Vsi ti naši objekti, ki smo jih tudi dograjevali in se tudi sedaj služijo temu svojemu namenu, pravzaprav nekako se sovpadajo z celotno kmetijo, da ne preveč izstopajo, ampak so nekje vpeti v vso okolico. Glede tega smo tudi sprejeti v eno evropsko hiše za tradicijo, kjer so kar zelo težki pogoji za kmetije, tiste, katere želijo biti v tej sestavi. Prevladuje pri nas v glavnem les, katerega smo uporabljali že tudi od samega začetka. Vse te stvari, ki se pri nas uporabljajo na domačiji, od miz do stolov, različnih ostalih pritiklin, smo skušali narediti same, tudi z domačim mojstrom. Potem uporabili smo vso to staro naše pohištvo, ki je nekako se funkcionalno vpeto v to okolje. To nam veliko pomeni, pa tudi ljudje so zadovoljni, da smo ohranili to staro arhitekturo, da je vpeta v to našo današnjo ponudbo. Ja, že od vsega začetka, tako je rekel mož, se trudimo tudi na kulinaričnem področju, da ohranjamo v bistvu tradicionalne jedi, ki so prisotne v tem našem okolju, in smo od vsega začetka ponujali že te jedi, seveda, ker so tu pri nas tudi stacionarni gostje, v bistvu moramo te tradicionalne jedi v bistvu malo posodobiti, kot rečemo radi v današnjem času, ampak vedno se držimo v bistvu še vedno te naše tradicije. V bistvu so najbolj tradicionalna pri nas ta štajerska kulinarika, to se pravi od štajerske kisle juhe, od žgancov, potem meso iz tunke, kar je v bistvu najbolj zaželjena taka naša kulinarična specialiteta, potem naša gibanica in seveda vse druge tople jedi, ki jih pač pripravimo po naročilu ali po dogovoru z gosti. Na naši kmetiji že od vsega začetka strmimo za tem, da vse v bistvu produkte, ki jih ponudimo gostom na mizi, ki jih prodamo v naši trgovini, ali pa ki si jih lahko naši gostje odnesejo domov, vse pridelamo sami, ne. Imamo zato velik vrt, že skoraj njivo, potem v hlevu vedno prašiče, piščance, zajčke, kokoši, ki nesejo jajca, katere otroci zelo radi pobirajo. V bistvu se držimo tega, da to, kar pridelamo doma, to prodamo na mizi ali gostom kako drugače. Gostje cenijo našo privrženost, da kmetijo predstavimo gostom, ki pridejo predvsem iz velemest. Tako da meja, od kje gostje vse pridejo, je zelo težko določiti. Praktično je naš trg cela Evropa, celi svet. Nazadnje smo našteli iz več kot 45 držav različnih, so nas do zdaj gostje obiskali. Tako da pestrost se nam obrestuje, kar nam dokazujejo gostje stalni, ki se vračajo. Mi živimo praktično kot nekdaj,
samo zdaj malo lepše zapakiramo, da se imajo naši gostje na našem delu Slovenije lepo. En tipičen dan, kako pri nas gleda za goste, zgleda tako, da po zajtrku imamo en kratki sprehod po kmetiji za tiste goste, kateri so prejšnjo večer prispeli in še si niso uspeli kmetije pogledati. Kratki sprehod po kmetiji potem pomeni, da se tudi ustavimo pri živalih, pomagajo jih predvsem otroci nahraniti, preproste stvari, nahranijo zajčke, poberejo jajca in tako naprej. V glavnem nam se zdi to nekaj vsakodnevnega, za gosta iz velemesta pa je ta dostopnost, da lahko vsako žival poboža, nahrani, vidi, kje živi in tako naprej, je praktično to, kar je najbolj prvinsko, kar lahko in mi ponudimo. Naši gostje, tako dnevni gostje kot gostje v sobah, tako kot ste menili, lahko res doživijo kmetijo v takem smislu, da je za vse odprta. Seveda so neke male omejitve, ampak kot dnevni gostje lahko pride k nam na čist preprosti narezek, pa na našo gibanco, lahko pa pri nas si rezervirajo kosilo, ostanejo celo popoldne, nadaljujejo z streljanjem z lokom, recimo, se pomerijo v enem mini tekmovanju, potem lahko, kot ste menili, spijo na seniku, kopajo v takem lesenem čebru na drva, potem igrišče za odbojko in za nogomet. Lahko pa gredo tudi samo na sprehod do bližnjega Negovskega jezera in tako uživajo prosto popoldne, dan, kakor želijo. Časi se zelo spreminjamo, s trendi moramo iti naprej in tako kot pravim, naša kmetija je vedno bolj bo postala specializirana, nekatere področja so že zdaj bolj zapečatene, nekatere še se odpirajo, ampak v prihodnosti vsekakor gremo bolj še bolj nazaj k naravi, še bolj k osebnemu pristopu in s takimi produkti želim kmetijo voditi naprej. V glavnem pa se kmetija ne bo veliko širila, kajti starša sta naredila tu veliko potezo, sta zelo premišljeno nastavila vse stvari in sedaj samo dopolnjujemo, izboljšujemo in probamo še samo stopnico više dvigniti kvaliteto.